Živijo, moje ime je Mary in eno izmed mojih poslanstev na Zemlji je, da sem stik z dušami. In danes bi ti rada odgovorila na tvoje vprašanje, ali ti lahko duše, ki so te imele rade na Zemlji, pa so iz Zemlje že odšli, oziroma duše odšle, ali ti lahko odgovorijo na tvoje vprašanje, kaj je tvoje poslanstvo? Ne. Žal ti duše tega odgovora ne morejo podati in zato imajo zagotovo več različnih razlogov. Eden izmed razlogov je ta, da vsaka duša si je izbrala svojo pot, po kateri želi na Zemlji, kaj vse bo na tej poti izkusila, kaj se bo naučila in tako naprej. Drugo je, da ti lahko zaradi tega, če bi ti podali določene informacije, pravzaprav uničijo vso to pot. Ker ta pot je namenjena temu, da se ti naučiš, da prideš do določenih spoznanj, kaj si kot duša si izbrala, da boš tu počela. In tretja stvar je ta, da če bi ti duše ali kdorkoli drug rekli, tvoje poslanstvo pa je to in to, in v tistem trenutku še ne bi bil pripravljen, ne bi bila pripravljena tega poslanstva izvajati, udejstvovati, bi rekla, ne, to ni moje poslanstvo. Če bi meni nekoč 10, 15, 20 let nazaj nekdo rekel, Mary, ti boš komunicirala z dušami, oziroma ti komuniciraš z dušami, ampak to boš predajala drugim ljudem, delala boš s strankami, ne boš poznala vseh teh ljudi, ampak vseeno jim boš predajala sporočila, bi rekla, ne, zagotovo ne. To pa definitivno ne. Leta nazaj bi verjetno rekla, jaz bom veterinarka in nič drugega ne želim v svojem življenju početi. Danes nisem veterinarka, sem veterinarski tehnik. Ja, en košček te poti sem dejansko uresničila. Z nekimi drugimi nameni, morda zato, da lahko vseeno vzpostavim neko drugačno vez z živalmi, ali pa je le veterinarsko znanje pripomoglo pač nekje drugje. Morda sem šla na tisto šolo samo zato, da me je pripeljalo do določenih ljudi, ki imajo danes povsem drugačen pomen v mojem življenju. Skratka, vsaka naša izbira, ki jo naredimo, ima svoj razlog. Mogoče v določenem trenutku pojma nimamo, kakšen je razlog, si lahko samo predstavljamo, kaj nam neka izbira lahko prinese, a v resnici vemo le 10% ali pa še toliko ne. Zato je pomembno, da se zavedaš, da v resnici v vsakem trenutku, ne glede na to, kaj počneš, kje si, počneš tisto, kar je zate v tistem trenutku pravilno. Ker se veste, v dušnem svetu pravilno in nepravilno ne obstaja. Obstaja samo izkušnja in mi izkušnji damo minus ali pa plus. In zato duše ne podajo informacij, kaj je tvoje poslanstvo, ker v resnici svoje poslanstvo že opravljaš. Morda ne vede, morda vede. In še en catch je tukaj. Ali je poslanstvo, ki ga v določenem trenutku opravljaš, res tisto, ki ga boš opravljala na dolgi rok, ki ga boš opravljala celo življenje? Ne vemo. Tudi jaz ne vem, ali je moje poslanstvo biti stik z dušami poslanstvo, ki ga bom opravljala celo svoje življenje. Zagotovo pa vem, da je poslanstvo biti mama del mojega življenja, ki ne traja celo moje življenje, ker mama nisem postala ob svojem rojstvu. Mama sem postala ob rojstvu moje hčerke. Torej, poslanstvo biti mama opravljam od takrat. In vsak začne svoje poslanstvo, različna poslanstva opravljati ob različnem času obstoja bivanja na Zemlji. Zato ne skrbite. Tudi če v tem trenutku ne veste, ne zmorete, ne morete definirati, kaj je vaše poslanstvo, zaupajte, da ga zagotovo opravljate. Vede, ne vede, definirano ali nedefinirano. Vam pa zagotovo lahko duše pomagajo na vaši poti z usmeritvami, z nasveti, kako živeti, morda kaj izbrati v danem trenutku, ko ste na precepu A ali B, ali pa vam lahko pomagajo uvideti, kaj prinaša ena pot in kaj druga in vas tako pripeljejo do lažje odločitve. Včasih celo duše rečejo na hec. Izberi to. In potem reče na drugi strani oseba, joj, ampak jaz bi raje izbrala to. Super, potem izberi to. Zakaj? Duše so ti pomagale priti do odgovora. Čeprav so rekle to in si izbral pač drugo, čudovito, prišel si do odločitve. In to je važno.
Vedite, da so vaši dragi vedno ob vas, da vam pomagajo toliko, kolikor vi lahko v danem trenutku njihove pomoči sprejmete, kolikor je oni lahko dajo in da definitivno z vso ljubeznijo in iz ljubezni delujejo z nami.